Seveda pa imamo danes tudi razlog, da dobro razmislimo o dosežkih. 5200 novih izdanih knjig je lep dosežek. Delo javne agencije za knjigo, ki je v Sloveniji na sceni že 2 leti, je izjemno zanimiv in nov način financiranja in pomoči pri knjižnem delu, pri izdajanju knjig, pri pisanju knjig in tudi pomoči avtorjem. Ta agencija zasluži podporo in zasluži pozornost, zasluži tudi kakšen razmislek o tem, kaj lahko storimo še bolje. In naposled, zavedati se moramo, da smo del Evropske unije in da imamo lahko tudi v tem okviru kakšno dobro pobudo. Z nami je ministrica za kulturo, ki je že večkrat v okviru Evropske unije predlagala, da bi se sprijela politika ničelne stopnje davka na dodano vrednost za knjige. To je ideja, ki bi jo rad danes izresno podprl. In poudaril bi evropski in svetovljanski pomen te ideje. Gre za vprašanje odnosa do knjige. Ne gre v prvi vrsti za javno finančno zadevo. Gre za vprašanje odnosa do knjige in odnosa do tistih kulturnih narodov, ki imajo razmeroma majhno knjižno tržišče in kjer je prav, da se pisanje knjig in njihovo približevanje ljudem podpira in omogoča na nove načine. Če bi Evropska unija kot celota sprejela politiko ničelne stopnje davka na dodano vrednost za knjigo, potem bi lahko rekli, da se Evropska unija spreminja iz ekonomske in politične skupnosti tudi v kulturno skupnost. In to takšno kulturno skupnost, ki spoštuje, ceni in daje podporo raznovrstnim kulturam. Tudi tistim, ki imajo tržno težje pogoje od velikih in tržno bolj usposobljenih kultur. Danes je dan, ko je prav, da se spomnimo na to inicijativo in da ji pomagamo. Upam, da bo ministrica in vsi, ki sodelujemo v tem procesu, našla čim več odprtih možgan in odprtih ušes in da bomo lahko napredovali in pripeljali Evropsko unijo do stopnje, na kateri bo lahko alternativa enotne politike, ničelne davčne stopnje za knjigo postala skupna značilnost Evropske unije kot celote. Kratkem bomo dvignili zastavo Svetovne prestolnice knjige in to bo svečan, pomemben trenutek. V Sloveniji imamo do zastav nekako mešano kulturo, nismo vselej dovolj pozorni, nismo vselej dovolj skrbni. Želim pa, da bi ta zastava plapolala ponosno, da bi navdihovala vse ljudi, ki jo bodo videli, ko bodo hodili po tem delu mesta in ko bodo kupovali knjige. In da se bomo vsi spomnili, kako veliko nam je knjiga že dala in kaj od nje še pričakujemo. Knjiga je tudi naša bodočnost in v tem duhu želim, da bi od prireditev, ki bodo te dni, vsi imeli čim več in da bi naš razvoj bil še naprej uspešen. Hvala lepa. Svetovni prestolnici knjige. Predpostavljam, da bo v kratkem tu tudi krokodil in ker se bojim, da mu knjige, ki jih ponujamo, ne bodo dovolj, da bo krokodil hotel več, krokodil hoče meso oziroma indonezijski krokodil, ki išče v Ljubljani ljubljanskega zmaja. Mi se hvalimo z ljubljanskim zmajem, pa ne vem, kaj imamo takim, ki pride v Ljubljano zaradi ljubljanskega zmaja pokazati več kot zmajski most z bronastimi zmaji. Tako da ne vem, če kdo kaj ve več o zmajih, ljubljanskih zmajih, naj se javi, ne vem, otroci so
naša prihodnost, kako iz vaše perspektive zgleda zmaj, kaj vi veste o zmaju, lahko vi mogoče poveste o ljubljanskem zmaju?